Lep pozdrav vsem skupaj, spet se oglašam z novim videom in tokrat smart cilji. Kaj to pomeni? Danes se bomo naučili, kako po baby steps z malimi koraki doseči zelo določen specifičen cilj. V prejšnjem videu govorim, kako na ravni okolja, sposobnosti vedenja, prepričanj in vrednot, te identitete in vizije, širše vizije, ki jo imamo o našem življenju, pridemo do določenih velikih ciljev, ampak da pridemo pa do teh velikih ciljev v življenju, rabimo pa tudi manjše cilje, ki nas peljejo po tej poti. No in danes bomo govorili o tem. Torej, jaz si želim postati profesionalni pevec. Ampak, kako zdaj to doseči? Ampak zdaj bomo tle določili zelo specifično. Naprimer, moram se naučiti peti dobro, ali pa moram izboljšati repertoar, dajmo reči repertoar. Kaj bom naredil, da pridem do tega določenega repertoarja? Dajmo to recimo specifično. Torej, prva stvar, smart, kaj pomeni S, simple. Cilj naj bo enostaven, jasen in specifičen. Torej, želim se naučiti v tem letu 100 novih skladb. To je veliko, ampak ni nemogoče. Mogoče malo veliko. Ampak recimo, dajmo reči tako, dajmo iti po majhnih korakih. Bomo vzeli kar timing, če gremo časovno natančno določeno. Bom rekla, vsak mesec se želim naučiti 5 novih skladb. Seveda to ne bo na koncu 100, ampak malo manj, pa se vseeno, toliko zmorem. Odvisno, kje ste v življenju, koliko časa imate pravzaprav. Ampak rečemo, želim se vsak mesec naučiti 5 novih skladb. To je jasen cilj in enostaven. Naj bo merljiv, to pomeni, smo že rekli, imamo številko, merljiv, definiran tako, da vemo, da je cilj dosežen. Tle ni veliko za razmišljati, ker smo že povedali številko, ampak ni vedno tako. Včasih pride do kakšnih ciljev, imamo malo bolj široke cilje, sicer specifično želim to pa to, ampak se ne da mogoče številkami določiti, ampak nekako občutek, notranji občutek v telesu dobim, da sem ta cilj dosegel. Lahko ga tudi na ta način merimo. Tako da si nekako to določimo, da bo to naša merljivost, measure. V glavnem, za nas mora biti važno, da mi vemo, kdaj smo dosegli ta cilj in da je to možno. Potem naj bo cilj formuliran v sedanjosti, kot da to že počnem. To pomeni, ne bom se v ponedeljek začel učiti repertoarja, ampak že danes. Že danes grem pogledat, katere vse skladbe se moram naučiti in kaj si želim. Že živim to identiteto pevca, že to delam, že zdaj. Ne bom enkrat jutri, se vemo vsi, v ponedeljek začnem s tem in kolikrat se to zgodi? Ja, v ponedeljek začnem, kot že pozabim na to. Ne. Zdaj začnem, zdaj sem že tle, že delam plan, to je tudi del doseganja tega mojega cilja. Že živim to identiteto tega, kar želim. Realističen naj bo, izvedljiv in dosegljiv. Torej, mora biti realističen za vas, kar pomeni, da se vam mora zdeti dosegljiv, karkoli že to je. Sicer vam bom en primer zdaj povedala od ene moje učenke pred leti, ki je delala sprejemne izpite na Dunaju in je bilo tako, veliko konkurenco je imela, mislim, da vzeli so pa 2 samo, od 50 ali koliko. In sem še jaz tako malo podvomila, dajmo narediti vse, kar se da, pripravljate bom maksimalno, vse bomo naredili, pa bomo pa videli. Ampak ona, bi bilo fascinantno, ona je verjela, da bo naredila te sprejemne. Ona je bila prepričana, jaz bom to naredila, tako. To je bilo njej itak normalno, da bo naredila, in valjda je naredila. In je zdaj tudi zelo uspešna pevka in je, pogodbo podpisala z Universal Music in tako naprej. Ampak to je bilo res fascinantno takrat, kako je ona imela to notranje prepričanje, da bo itak pač
njej se je ta cilj popolnoma zdel izvedljiv in dosegljiv. Ne? In res je bil, tudi če sem jaz malo takole, podvomila, ampak se ni dala in sem se veliko od nje naučila, kar se tega tiče. Ne? Tako da ja, naj bo za vas realističen, karkoli že to je, ne za druge. Ne? Lahko se vam drugi smejejo, pa dvomijo v vas, ampak če vi veste, da ste dosegli ta cilj, da je to za vas možno, je to možno. Pika. In seveda, kot sem že prej rekla, časovno natančno določen. Kaj to pomeni? Dajte si, na primer, vzeti, torej v tem letu se moram naučiti to število skladb, ker smo rekli, da bomo delali na repertoarju. To je toliko skladb in vsak mesec, recimo, ali pa vsak teden, kaj smo rekli prej, vsak mesec se naučim 5 skladb, to je v letu toliko in pač si to porazdelimo. To je zelo jasno, tle nimam kaj. Dajte si res mesec po mesecu narediti plan, oziroma teden po tednu, lahko tudi za vsak dan. Za vsak dan. Torej, danes imam pol ure časa, da ga posvetim iskanju skladb, ki so mi všeč. Kaj meni sploh všeč, na primer, pa pride vprašanje. Tako, pač posvetite energijo in čas dosegu tega specifičnega cilja, grajenja repertoarja, na primer. In vsak mesec moram znati 5 novih skladb. To je to. Torej, časovno naj bo ta cilj zelo natančno določen. In seveda, kot sem prej dala primer od te moje učenke, totalno pozitivno izražen. Torej, ona je verjela, da je to absolutno dosegljiv, ta cilj, in ga je dosegla. Torej, moramo biti pozitivni. Tle se lahko obrnemo spet na to Dillsovo piramido v prejšnjem videu, ker sem o tem govorila, in torej, moramo pogledati vrednote in prepričanja, da nas ta prepričanja predvsem in vrednote naše podpirajo pri doseganju teh ciljev, da so pozitivno izraženi. Torej, evo, to je en tak zelo konkreten načrt. Če pogledate samo to slikco in se potem vedete in si napišete konkretne korake, verjemite, da deluje, ker to so le modelirali, mi temu rečemo, najboljši na svetu, ki so veliko dosegli, na primer, in deluje to, če se tega držite, seveda. Tako da imate nek sistem, nek konstrukt, kako doseči določene cilje. Evo, to je to za danes. Če vam je bil ta video všeč, se lahko naročite na moj kanal ali ga polajkajte, povejte prijateljem, da še oni followajo in tako se reče, da se ne followajo, sledijo, sledijo. In se vidimo naslednjič, lepo se imejte, živjo.